Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Ja, današnja tema je zelo aktualna, ker vemo, počasi prihaja obdobje posebnih priložnosti, ne samo meni maturantske plese, pa seveda sezona porok in tudi ostalih svečanih dogodkov, kjer je pač dobro, da ljudje nekako iz sebe izpravimo tisto ta boljšo verzijo, po domače rečeno. Zato bomo danes pokazali, kako lahko iz preprostega dnevnega make-upa z nekaj majhnimi koraki in seveda tudi pravimi izdelki le tega nadgradite v večerni make-up. Ne nazadnje imamo danes v družbi umetnico, mojstrico ličenja Nino Borazor. Ninči, živjo! Živjo, Ajda, ful sem vesela, da sem danes spet z vami, ful smo se imeli dober in še se bomo. Jo je treba pohvaliti, ker naša Nina je bila danes tukaj že veliko prej kot, to se pravi nekaj minut nazaj, to se pravi z začetkom oddaje, namreč imela je v delu Dunjo, to je naš današnji model, dobro, ga boste še spoznali do konca oddaje. Ja, tako, že po prvih kadrih ste vidi, da sta zelo uživali. Ja, malo smo se afnali, malo smo tudi delili tips and tricks, tako da se veselim, da vidite. Tako, in danes, kot že rečeno, res informacije iz prve roke in ker ko govorimo o make-upu, je seveda dobro, da si stvari tudi predstavljamo, zato bodo vsi koraki podrobno predstavljeni tudi na našem modelu, torej na Duni, in lepo boste lahko spremljali tudi uporabo izdelkov, ki jih bomo pa potem midve z Nino še nekoliko bolj podrobno predstavili in tudi opredelili, kaj, kako nanašati in pa predvsem, kdaj uporabljati. Mogoče še to, glede na to, da bova danes govorili o tem upgradeu dnevnega v večerni make-up, kaj bi rekla, da je največja razlika med dnevnim in večernim make-upom? Rekla bi, da je naraven make-up definitivno bolj lahek, bolj glowy in pri večernem si pa lahko malo več dovolimo s poigravanjem z dimenzijami, lahko dodajamo barve, če smo za udarne barve, za udarno rdečo šminko, ampak danes sem si želela pokazati, kako z minimalnimi produkti naredimo največ, brez da kupujemo milijoni eno stvar, ampak tisto, kar imamo doma, najbolj premišljeno uporabimo. Ja, res je. In predvsem danes vam bomo pokazali, da s pravimi nasveti in s pravimi izdelki lahko marsikaj pričarate tudi same doma, torej z malo poguma in pa predvsem s pravimi vodili. In danes jih boste kar nekaj dobili strani naše Nine. Tudi klepetalnica bo odprta, tako da absolutno, če imate kakšno podvprašanje, vprašajte, zato smo tukaj, več glav, več ve, Nina je pa tako ali tako prišla nabrušena danes, polna energije in se že veseli, da bo lahko del svojega znanja predala tudi vam. Pa še to, kako prikladno v DM-u prav v teh dneh potekajo dnevi lepote, tako da imate res odlično priložnost, da preizkusite tudi kakšen nov izdelek ali pa mogoče tistega, ki ga najraje uporabljate, dobite nekoliko ugodneje. Vsi gledalci boste namreč prejeli kupon za 20-kratne točke ob nakupu katerega ličila, sami izberite tisto, kar vam torej trenutno mogoče manjka v vaši kozmetični torbici ali pa ste si že dolgo časa želeli kupiti. Poleg tega pa imate v kupon centru tudi kupon za gratis izdelek, to pa so Ebelin kozmetične blazinice, nepogrešljive tako pri ličenju kot tudi pri odstranjevanju ličil, zato res ne pozabite aktivirati kuponov, ki vas čakajo in šele potem zaključite nakup, da vam lahko vse te lepe ugodnosti tudi upoštevamo. Pa še to, danes smo za vas pripravili 3 pakete ličil, tako da držim pesti za vse tiste, ki nas spremljate, namreč to pomeni, da avtomatsko tudi sodelujete v naši nagradni igri, nagrajenci pa bodo v roku 2-3 dni objavljeni na DM-ovi spletni strani, tako da držim pesti za čisto vse vas. Vsi izdelki, o katerih bomo govorili, če ste mogoče prvič z nami, v spodnji orodni vrstici se vam bodo prikazovali. Če na izdelek kliknete, to enostavno pomeni, da ga pospravite v nakupovalno košarico. Vse te lepe ugodnosti pa veljajo do nedelje, torej do vključno nedelje jih lahko izkoristite ali s pomočjo QR kode, torej potem v prodajalnah DM ali pa seveda, če nakupujete iz udobja vašega naslonjača. Nina, še tole me zanima, a mora biti večerni make-up nujno tudi bolj intenziven, močnejši od dnevnega? Ja, lahko je, ampak v bistvu mislim, da je ena beseda, ki bi povzela vse, kar bomo danes delali, plastenje. Da lepo plastimo, premišljeno plastimo vse produkte,
in s tem dodamo malo več dimenzije v temnih večerjih, oziroma kamorkoli gremo zvečer, da se malo več opaz, glede na to, da tudi ni toliko svetlo. In res boste lahko videli korak po koraku, kako se to lahko naredi iz popolnoma klasičnega dnevnega make-upa, ki si ga verjetno večina od vas ustvari zjutraj, preden gre v službo. Zgolj nekaj dobrih nasvetov naše Nine Borazor je potrebnih, da boste to lahko naredile tudi same doma. Bi izpostavila kakšen trik, ki res naredi to največjo razliko med dnevnim in večernim make-upom? Ja, da v bistvu res plastimo svoje produkte, sploh pa naprimer pudre, da pazimo, kam in kako nanašamo vse na obraz. Kot vedno, torej še enkrat lepo povabljeni tudi v klepetalnico, da nas mogoče če ne drugega malo pozdravite, pa seveda Nino tudi kaj vprašate in pa še tale opombica. V mesecu maju lahko ob nakupu vsaj enega izdelka ličil v vseh DM-ovih prodajalnah sodelujete v nagradni igri. Glavna nagrada potovanja v najbolj romantično mesto na svetu, pa tudi še kar nekaj ostalih nagrad so pripravili za vas. Skratka, v DM-u vas crkljajo, vse malo smo že navajeni, ampak tokrat so pa res presegli sami sebe. Torej, dobrodošli tudi na DM-ovo spletno stran, kjer boste imeli tole nagradno igro še nekoliko bolj podrobno opisano, predvsem pa kako lahko torej k njej pristopite tudi vi. Nina, a si ready? Si pripravljena? Ready. Gremo! Akcija, zdaj se pa začne zares, predstavile bova prvi izdelek, seveda ne, ko govorimo o dnevnem make-upu ali pa konec dneva tudi o večernem make-upu, najbolj pomembno je, da začnemo z dobro podlago. In že kar nekaj časa v resnici se nam ni treba več odločati med podlago, ki dobro izpade, torej dobro prikriva, in podlago, ki neguje. To se pravi, vse to v Healthy Mixu, ki je zdaj malo prenovljen, bourgeois, ne, je torej znamka, ki jo tudi že mnoge zelo dobro poznate, ampak kot rečeno, ta izdelek je sedaj nekoliko obogaten, prenovljen, sveža sijoča polt je zagotovljena ves dan, formula je obogatena z vitamini C, E in B5, pomaga zmanjšati te znake utrujenosti. Res je, kad dodali jih na prava mesta, osvetljevalc in ničkan bolj poživi cel ten, se mi zdi. Pa tudi 24-urno vlaženje je nekaj, kar si želimo. Res je. Nekaj, kar si želimo in hkrati torej ta dolgotrajnost, ki nam jo tudi obljublja ta podlaga, torej je nekaj, kar nismo spregledali in nekaj, kar bomo kmalu videli tudi v praksi. Tako da, Nina, to je bil torej tudi tvoj prvi korak, ko začenjamo z ličenjem, je torej nanos podlage za dnevni make-up. Kaj ključnega bi mogoče povedali pri tem koraku? Je kaj, na kar moramo biti pozorni? Ja, v bistvu jaz sem pozorna na to, kakšno orodje pri tem uporabim. Se pravi, najprej sem uporabila čopič, da sem z njim nanesla po celem obrazu produkt, potem sem pa lih s prsti mičken zablendala tam, ker se mi je zdelo, da rabimo mičken več, da ne pustimo lis. In sicer jaz se rada odločam za čopič, sploh tak malo bolj gost, zato je, ker z njim tapkam. In kaj naredim s tem tapkanjem? Najboljšo prekrivnost lahko dobimo ven iz svojega produkta. Sploh, če plastimo več slojev, se najlepše v bistvu tako tudi zblendajo v kožo. Zdaj jaz, ker sem opazila na tem posnetku, je seveda ta čudovita sijoča polt naše dunje, našega modela. Jaz moram zdaj preizkusiti to podlago, vsaj na roki. Vem, da sicer to ni pravi način, če želimo ugotavljati naš pravilen odtenek podlage. Res je. Pa vendarle, to bom zdaj naredila zato, da bom tudi vsem tistim, ki nas zdaj spremljate preko ekranov, lahko pokazala, oziroma opisali bova nekako, kakšna je tale podlaga. Ful je lahka, v bistvu ima to prekrivnost, ki se lahko bilda. Se pravi, več slojev, večja prekrivnost, lahko pa damo samo enega in lih malo poenotimo ten in tako, kot si prej rekla, malo te delčki noter, ki osvetljujejo, res poživijo celoten ten. Ja, tudi če ste malo utrujeni, bo izgledali, da niste, po domače povedano. Zdaj, zakaj mi dve to govoriva, da je pomembno, da je podlaga lahkotna? Kaj je tukaj ta plus? Da ne čutiš, da imaš karkoli gor, da v bistvu zjutraj si naneseš in se ne obremenjuješ s tem, da te nekaj teži na koži, te zateguje, veže. A veš tiste podlage, ki imaš feeling, da jo imaš gor, no tukaj tega ni. Res je in mogoče še to, prej sem takoj hitro omenila, da me ne bi slučajno kdo kregal, ko se
odločamo za pravi odtenek podlage, absolutno tega ne počnemo na hrbtni strani dlani. Ampak kje, Nina? Zdaj tako, velikrat vidim, da še zmeri testiramo na rokah, ampak pozabimo na to, kolikrat na dan si roke umijemo, razkužimo in v bistvu z vsem tem nekako tudi izpostavljamo roke zunanjim dejavnikom, veter, zima, kakorkoli. In načeloma ni nikoli iste barve kot dejansko koža, ki jo imamo na obrazu ali pa na vratu. Tako da, pro tip, probaš na čeljusti ali na vratu, ker tukaj bomo v bistvu videli dejansko barvo in dejansko stanje naše kože. Zdaj videli smo, ti si uporabila čopič, rekla si, da z njim rada tapkaš, ne samo, torej mažeš. Kaj pa gobica? Gobica je odlična, ampak se moramo vprašati, kaj želimo doseči svojo izbiro orodja. Se pravi, gobica vpije več produkta, sploh ker je mokra, tako da v bistvu je prekrivnost nižja, medtem ko čopič ne vpije toliko produkta in dejansko lepo, sploh če je sintetičen, lepo porazdeli vso to prekrivnost pudra. Če pa že gobica, pa kateri predel bi recimo ti si pomagala z gobico? Pod očmi ali pa tale del, kjer se nam mogoče kakšna lisa zna zgoditi, ampak predvsem tukaj. Pod očmi. Dobro. Naslednji korak? No, kaj mislite? Tada! Res je. Tega izdelka smo se veselili tudi zaradi čudovite embalaže, ampak absolutno to ni njegova največja prednost. Maskara za trepalnice L'Oréal Paris, za volumen trepalnic, Panorama se ji reče, vsebuje 5% kompleks Stretch Flex, ki daje videz mehkih, polnih trepalnic. Zakaj ti rada uporabljaš to maskaro, Nina? V bistvu jaz to maskaro uporabljam že par mesecev in moram reči, da sem ful navdušena. Predvsem mi je všeč, koliko lepo loči vsako trepalnico in pa da je ful lepe črne barve. Res je tako una črna, ki ti prav poudari oči. Black, sploh pa to, ta njena ščetka, ki jo ima, je mičken zožena in potem gre v širšo obliko, kar pomeni, da lahko pridemo čist blizu teh notranjih in zunanjih kotičkov samih trepalnic. Tukaj zoža. Tako. Nanos je ful čudovit, ne drobi se čez dan. Ko si že ravno omenila nanos, kako pa si jo nanašala na naš model? Kaj si naredila, kaj posebnega? Kakšna je bila tehnika? Ja, v bistvu jaz se rada lotim naših trepalnic tako, da cik-cakasto nanašam, se pravi, se osredotočam bolj na te korene trepalnic in potem mičken po dolžini gor švignem s prsti, ampak res ta cik-cak poteza naredi največjo razliko za tega, da imamo največjo gostoto v bistvu kar pri korenu. Tako. In to pomeni tudi, da bo ta lift efekt držal dlje časa, nekako. Koliko maskare je ravno prav? Retorično vprašanje. Odvisno, koga vprašate. Res je, ampak recimo, da se pogovarjamo o dnevnem looku, 200 cool, 200 dovolj. 200 dovolj, bomo pa danes zagotovo še kakšno rekli o maskari in nanašanju, ter tudi o tem, kako lahko maskaro uporabljamo še v druge namene. Ampak daj mi povej, en zelo neprijeten moment pri maskari zna biti, kadar se nam začnejo trepalnice limati. Tako je, lahko se zlepijo, lahko se pa začnejo drobiti. Tako da tukaj bi se jaz res fokusirala na to, ne pretiravati sloji maskare, predvsem ne jo večkrat potunkati not, uporabimo to, kar je že gor, to je dovolj. Sploh če je nova, takrat se velikrat zgodi, da imamo največkrat težave s tem lepljenjem, ker je preveč produkta. Res je. Sicer pa, hvala, ker nas tako pridno spremljate, komentirate, pišete. Imamo zdaj prvo vprašanje, ki je nekako v smislu tega, tako da Nina, si pripravljena? Ok, ready? Kar zanimivo vprašanje, zagotovo targetira mnoge. Kako privzdigniti veke? Kako recimo mogoče, ne vem, s pomočjo uporabe produktov poskrbeti vsaj za ta vizualni efekt? Ja, mogoče, da se izognemo kakšnem linerju. To bi jaz rekla. Da v bistvu, da se fokusiramo na to, da nam maskara odpre oči, ne da si rišemo debelo črto, ker zna nas, ali pa da uporabimo temne barve. To nas zna zapreti. Tako da mogoče, da uporabimo kakšne svetlejše barve in mogoče, da v sredine oziroma klele v začetek naših ujčk nanesemo mičken osvetljevalca. To bo dodatno odprl. Lahko ga nanesemo tudi pol pod obrvi,
in to bo dal ta efekt. Ta efekt. A si že slišala za te zdaj trakce, ki si jih limajo, da si privzdignejo veko? Si mogoče že kdaj počela s tem? Ne, v bistvu to se mi zdi zelo značilno za azijski trg. Tam se je nekako to vse skupaj začel, ampak tukaj pri nas tega ni toliko. Bomo videli. Prihaja pa vsi, tako se pride. Bo sigurno tudi v DM-u, to se ve. Še tole, ali za dnevni make-up lahko namažemo tudi spodnje trepalnice, ali raj praviš, da ne s tem počakamo do večernega make-upa? Jaz bi kar nanesla, ker se mi zdi, da vse lahko nanesemo en sloj, ne rabimo pretiravati, ampak obljubim, da kakršnekoli trepalnice imamo, ali jih imamo malo ali veliko, bo to naredil največjo razliko. Dnevni make-up pa si zaključila, tara z ustnicami, kako pa? NYX je torej znamka naslednjega izdelka, gre seveda za profesionalni make-up gloss, odtenek 05, če mogoče koga konkretno zanima, seveda pa imajo bogato izbiro tudi ostalih odtenkov, ki si jih lahko prilagodite svojemu podtonu kože oziroma priložnosti, a ne? Kaj te navdušuje pri glossu Honey It's Jelly? Jaz bom tako rekla, mene NYX že od vedno navdušuje s svojimi glosi, zato ker niso lepljivi, niso težki, res dodajo tak lep videz na ustnicah, plus tale ima peptidni kompleks, če se ne motim. Tako da še ekstra navlaži naše ustnice, da izgledajo juicy, ker pač, glej, kako lepo izgleda na Dunji to. A ima bleščic noter, ali se meni sam zdi? Ja, take mikro bleščice ima, tako da v bistvu še bolj se odvija svetloba in še bolj izgledajo juicy. Zakaj gloss za čez dan? Zato, ker se lahko izognemo, da nekaj pojemo, pa se razmaže povsod. Ne rabimo se obremeniti s tem, da moramo popravljati konstantno naš lip combo. To naneseš, tudi ko zbledi lepo z celotnih ustnic. No, ampak lahko pa kombiniramo gloss tudi šminko, če bi si pa vse in mogoče tudi čez dan želeli malo bolj efekta, ne? Itak. Ni panike. Lip combo je vedno lahko večplasten in s tem bomo seveda tudi obstojnost produktov podaljšali. No, zdaj sem seveda malo pogledala tudi tvoj lip combo. Kaj je bilo pa pred tvojim? Vidim, da si malo na ombre šla danes, ne? Ja, jaz sem pristaš nujno lip liner. Ja, to vemo. Nujno lip liner in seveda pol, če je šminka in opcijsko gloss, ampak od NYX-a absolutno lahko je vedno zraven v torbici, da si ga malo popam. Ja, razumem. Ampak v bistvu jaz ful rada uporabljam, verjetno si že opazila, temnejši lip liner in potem svetlejše produkte not. Ker se mi zdi, da to najlepše naredi te sočne, lepe, polne in optično večje ustnice, plus da lahko uporabimo tudi samo lip liner, ga zabrišemo in zgleda malo bolj naravno. Kao nisem nič dala gor, v bistvu pa. Pa sem, ne? Brez skrbi, do ustnic tistih bolj v večerni izdaji še pridemo, zdaj pa je čas, da si pogledamo, kaj je nastalo pri tem našem dnevnem make-upu. To nas zdaj vse zanima. Dunja itak je čudovita, ampak predvsem ta glow, a lahko ta glow, kako lepo v bistvu odbija se svetloba, zgleda sveže, zgleda zdravo, zgleda naspano, tako res. In na koncu se je še tako lepo nasmejala. Jaz resnično upam, da se danes Dunja po tem vašem v bistvu setu ni odpravila domov, ampak da je izkoristila ta lep make-up tudi za kako priložnost. Ker pa vsi vemo, da urejeno damo vedno, poleg obraza pogledamo tudi pod roke. Zdaj dodajamo tukaj le še esilak za nohte, ki je seveda tista pika na i, ko želimo imeti urejen dnevni videz. Kateri odtenki so tebi najbolj varni za čez dan, ko govoriva o odtenkih barv za nohte? Jaz mislim, da ne moramo s pastelnimi ali pa nežnimi pinki, nude toni nikoli zgrešiti. Res je, in tudi tale, ki je tukaj le pred nama, torej 10, odtenek številka 10, Sheer Fantasy, je res en tak odtenek, ki ga lahko nosite, ne glede na to, kaj imate oblečeno, in pa predvsem je v tem roza odtenku inovativen lak, ki zagotavlja bleščeč sijaj in ščiti nohte pred udarci ter tudi krušenjem, to je zelo pomembno, vse to brez uporabe UV lučke, tako da zelo enostaven dvostopenjski sistem, omogoča nadzorovan in predvsem zelo enakomiran nanos za gladek zaključek v videzu gela, pri čemer nam je v pomoč predvsem tudi tale super oblikovana ščetka, oziroma čopiček. Čopič. In tudi to je meni nekako najbolj pomembno. Kako nanašam, ker ta čopič mora biti res precizen, da se ne zapacamo vse povsod
in se mi zdi, da je res tak precizen in lih prav produkta gor ven pride. Tako, in tudi to, da lahko v bistvu sami doma dosežemo ta videz gela in predvsem to obstojnost, ki nam jo nudi gel za nohte, je absolutno velika, velika prednost. Kako pa ta lak, recimo, bi zdaj nadgradile midva malo bolj večerni videz, kaj bi rekla? Lahko damo še kakšno plast oziroma sloj več, da dobimo mičken več barvne prekrivnosti, lahko pa se malo poigramo, pa naredimo kakšen French mogoče. Zakaj pa ne? Ja. Točno to. V glavnem, idej je ogromno, vi si morate pa sam upati, včasih tudi malo stopiti iz te cone obdobja, iz tistega luka, ki ga ponavljamo in ga bomo ponovili še 150-tič. Ja. Potem pa bomo mogoče poskusili nekaj novega, videli, da to ni čisto noben bav, ampak efekt pa je, ne? Efekt pa ogromen. No in ko govorimo o efektu, zagotovo pri večernem videzu, pri večernem make-upu je ta wow efekt še večji, če seveda znamo to urediti s pravimi postopki, tako kot je treba. Če smo pri dnevnem videzu začeli s podlago, absolutno moramo tudi pri večernem videzu začeti s podlago. In dragi moji, zdaj se pa začenja plastenje. Plastenje. Tako je. Maybelline New York tekoča podlaga Lifter Plump and Glow, kot že samo ime pove. Torej gre za podlago, ki je lahka, tekoča, ki nam da še dodatno ta glow in torej, ki nam da ta občutek privzdignjenosti. Točno to. In v bistvu tudi vsebuje niacinamid in hialuronsko kislino, tako da vsem lepo neguje kožo. SPF 15 ne more škoditi, tudi po noč, boljško, lejte, čisti iskreno, Ja. SPF ni nikoli odveč. Ne. Kaj pa, če se zabava zavleče do zgodnjih jutranjih ur? Ja, upam, da ga imamo sama, da ga pa lahko še malo nanesemo. Tako, kaj ga bo treba, ne? Ja, seveda. No, ampak o SPF-u, kdaj drugič, seveda veste, da ga vedno poudarjamo in ogromno govorimo o tem. Je pa res super videti, da so zdaj tudi podlage res usmerjene k tej negovalni noti. Tudi ta SPF je res, da je že pač skoraj da povsod dodan. Ampak dejva se mogoče midve zdaj odločiti oziroma osredotočiti na to, kako si ti z Maybelline New York tekočo podlago nadgradila ta večerni look. Kako si plastila, Nina? Dajmo si zdaj to pogledati, da vidimo, kako si nanašala podlago in dosegla ta wow efekt. Jaz sem v bistvu vzela najsvetlejši odtenek in ga v bistvu uporabila kot korektor oziroma osvetljevalec, tako da sem ga nanesla pod očke, se pravi tam, kjer se nabira največ modrine, okoli nosa, kjer se nabira rdečica, okoli usnic, mičken na brado in s tem v bistvu res vidimo ta nek lifting obraza, se pravi ta nekak V oblika, ker smo se prej pogovarjali, to dosežemo, da nam tudi tako malo zoža obraz, pa tudi v bistvu ta zbujen look dano. Tako, ogromno vprašanj, tako da jaz se bova kmalu nadaljevali, ampak tole je kar smiselno, da odgovorimo zdaj. Torej, več vas zanima, katero podlago vzeti, nanesti, če je koža v osnovi mastna in se že sveti. Ja, jaz bi mogoče uporabila kemičken bolj mat, kot je na primer ena podlaga, ki pride zdaj kmalu. Naslednji korak, zaradi tega, ker je v bistvu brez olja in ne zapira por. Tako da je najboljši kombo za masno kožo, ker smo tudi masno oziroma mešano kožo in lepo stoji na koži, brez da bi dodatno obremenjevala s svojimi olji. Tako, Nina je zdaj želela povedati, da mi danes, torej v naši oddaji, spoznamo kmalu še eno podlago, no takrat se bomo mogoče malo več zadržali pri tem vprašanju, tudi za tiste, ki imate kožo nagnjeno k mastenju, tako da brez skrbi še pridemo do tja. Sicer pa jaz mogoče ne samo še dodam, da pri tej podlagi Maybelline New York, tekoči podlagi Lifter Plump and Glow, pa gre res za to povečanje sijaja in poudarjanje te naravne polti, ki zagotavlja svež, sijoč videz in predvsem, kljub vsem tem karakteristikam, je podlaga še vedno obstojna, primerna za vse tipe kože in predvsem lahko jo tudi plastimo. Absolutno. Jo lahko, ne? Vse produkte danes lahko plastimo, tako da zato se mi zdi, da so super, da smo jih takole zbrali, da lahko pokažemo tudi to. Tako. Iz prve roke. In sedaj k podlagi, ki smo jo imeli že malo zdaj v mislih s pomočjo vašega vprašanja, Max Factor tekoča podlaga Lasting Performance. Pred nama v odtenku 106, ampak kot že rečeno, ogromno enih odtenkov, tako da boste res lahko zbrali svojega. Zakaj bi rekla zdaj, da bi bila ta podlaga bolj primerna za torej tudi masno domešano kožo? Prav zato, ker v bistvu res ne vsebuje nekih parfumov, ne vsebuje dodatnih olj, ki bi lahko obtežili našo kožo. Jaz sem pristaš glowy kože, ampak vem, kako je, ko že imaš masno kožo in dodaš
ultra glowy stvari, se mi zdi, da prej ali slej, ja, se izgleda full glowy in lahko rečeš, ja, to je naraven glow, ampak mi vemo, da ni. Tako da... Pa tudi, glow je zaželjen, seveda, predvsem nekje na tem predelu, ne? Ja, jaz se pa začnem masiti vse povsod. Tako da res je fajn, bolje mat, ni pa težka. Tako da svetujem, da jo greste sprobati tudi, pa da vidite, kako se obnaša na vaši koži. Ja, nasplošno, če imate kakšno kožno specifiko, je res dobro, da se podlaga preizkusi. Ja. Mislim, nasplošno, če ne naročate zdaj nekaj, kar že naročate več let, oziroma vsaj ne prvič, pa da že točno veste, kateri izdelek pri podlagi, ja, bo se pa treba sprehoditi do najbližje prodajalne DM, ampak še dobro, da jo imate skoraj na vsakem koraku, tako da to ne bo nobena težava. Dobro, zdaj pa, če se vrneva k našemu modelu Duni, tudi na njej si uporabila podlago Max Factor. Res je. Kako pa si jo uporabila za to njeno nadgradnjo v večerni make-up? Jaz sem v bistvu izbrala najtemnejši odtenek, ker sem ena izmed tistih, ki se mi po predalu doma valjajo 1.000.001 puder v pretemnih ali poletnih odtenkih. Ja. Tako da sem ga v bistvu uporabila kot konturo oziroma bronzer, se pravi pri lasišču, se pravi ta zunanji predel obraza, mičken po ličnicah, mičken na čelo in s tem se mi zdi, da res otopli obraz in doda to dimenzijo, ki jo vseeno želimo zvečer. Na kaj pa moramo biti pozorni pri tem senčenju, Nina? Kaj bi rekla? Da ne pretiravamo, sploh če gre za zelo, zelo temnejši odtenek. Mičken je dovolj, da naredimo to razliko med večernim in dnevnim make-up lookom. Enač, zdaj pa nama ne preostane drugega, kot da temu večernemu looku dodava še malo več intenzivnosti, še več slojev in predvsem še več definicije. Tukaj pred nama kar dve maskari, pravzaprav je to darilni set maskar Double the Drama, stopnjujemo torej dramatičnost, draga družba. In kako jo dosežemo, Nina? Ja, jaz v bistvu mislim, jaz sem se naučila že od svoje zelo dobre prijateljice v srednji šoli, da plastenje dveh maskar pač deluje. Eno uporabiš za volumen, eno uporabiš za podaljšanje trepalnic in točno to smo tudi danes naredili. Max Factor ima te klasične, oziroma ti dve specifično ima te klasične maskare, se pravi tole ščetko, tako, ki res lepo porazporedi po celotnih trepalnicah od korenine do konca. In dve različni maskari je enako seveda več drame, več volumna in vsega. Sploh, če je ena namenjena dodajanju volumna, druga daljšanju trepalnic, torej bo zajela vsaka maskara po svoje te trepalnice. Zdaj jaz sem jo tudi odprla, da mogoče malo vidimo to primerjavo krtačke, a ne? Tako. Recimo to je ta za volumen, a ne? Tako. To je maskara 2000 Calorie Full Volume in potem imamo tukaj še Long Lash Era in vidimo tukaj je pa krtačka torej uvita in predvsem tukaj gre za naravne ščetine, tukaj so pa sintetične, a ne? In torej res dejansko poskrbimo za čisto ves spekter trepalnic, ki jih imamo. Zdaj ti si dodala maskari kar čez maskaro za dnevni look, če se ne motim? Ja. A moramo biti pri tem na kaj pozorni, se ti je kje kaj svalkalo mogoče? Ne, se pa lahko. Tako da jaz bi se tega spet držala, seveda nanesmo več plasti, to bo tudi dodal ta efekt, ampak pazimo, ne pretiravimo, ker ni hujšega, kakor se pogledaš čez 3 ure zvečer, pa imaš pač maskaro po celem obrazu, oziroma se ti začne drobiti. Tako da a little goes a long way. Tako je. Zdaj, če se še malo zadrživa pri obeh maskarah in pri naši Duni, pri našem današnjem modelu, ki se ga čudovito zdaj že transformirala v ta večerni nočni make-up, katero od teh dveh maskar si ti zdaj najprej nanesla in kako dosežemo tak učinek, s kakšnim nanašanjem? Jaz sem najprej vzela tole za volumen, in sem jo spet nanesla bolj na korenine, oziroma, zato da dobimo res ta odprt in to temno, črno, da res naredi tak wow efekt in seveda ta cik-cak poteza in potem sem mičken še podaljšala po dolžini samih trepalnic. No, ampak meni je ekipa iz studija, ki te je snemala med delanjem tega make-upa, prišepnili so mi nekaj.
Ja, je to res? Ja, res je. V bistvu Ja, kar povej, Nina, kaj je res? Verjetno nisem edina, ziher si tudi ti, se ti Kaj? zgodi, da se z maskaro, da si jo nanašaš, si jo pač po celem uču razmažeš. Vsak dan vsaj enkrat. Ruknem se 100-krat, Itak. make-up artistka sem, ampak Itak. tako pač je. Ja. Tako da v bistvu sem tukaj pokazala tale trik, kako lahko v bistvu iz take napake naredimo, zakaj pa ne naredimo eyelinerja? Maskare so obstojne, ne premikajo se, temne so, črne so, tako da dajmo iz tega narediti najboljš, dajmo narediti eyeliner. Točno to, tako da zato pravim. Včasih je treba sam, ena dodatna doza poguma, da mogoče malo stopimo iz te cone udobja, ker kot slišite, lahko je tudi nekaj, kar vi mislite, da je sicer napaka, pravzaprav priložnost za to, da še dodatno obogatite vaš look, a ne? In dejansko vse te lepe napakice, mislim, drobne napakice skrijete s to črto, ki si jo potem dejansko lahko naredite s pomočjo maskare. Maskare lahko torej tudi eyeliner. Iz napak se učimo. Res je, res je. In zdaj res vidimo, da so nam lahko včasih napake celo v pomoč. Tako. Zdaj pa počasi že malo mi vidimo, kako nastaja ta večerni make-up. Zaključili bomo seveda z ustnicami, najprej črtalo, tako kot si že prej rekla. In to se jaz tudi vedno spomnim, ko pomislim na tebe, Nina. Mislim, da je bilo v prejšnji oddaji, ko si bila z nami. Ne vem, če se vi spomnite, tiste, ki ste bile z nami, drage dame. Nina je takrat rekla: ne razumem vizažistov, ki ne uporabljajo barvice. Zdaj, če rečemo, da so obrvi okvir našega obraza, je barvica okvir naših ust, črtalo za usta Rimmel Lasting Finish. Vem, da ga obožuješ, vem, da ga uporabljaš. Tako je. Rimmel v bistvu obožujem, sploh njihov kapučino odtenek. Zdaj so pa naredili tega svetlejšega kapučino light. In jaz sem pristaš tega, da lahko mičkeno bolj hladne podtone uporabljamo, sploh zato, da lahko zgleda res poln volumen ustnic bolj naravno. Tako. Zdaj, kako si pa to črtalo uporabila na modelu? Si imela kaj težav, čeprav zdi se mi, da Dunja ima že tako kar... Ne, ima tako lepe ustnice, da sem šla v bistvu res po njeni naravni obliki. Kar pa bi svetovala in kaj je zelo pomembno tukaj, če želimo, da je obstojno zvečer, da nanesemo barvico po celotnih ustnicah, zato da damo eno plast, na katero lahko nadgradimo in s katero lahko naredimo še bolj obstojen lip combo. In s tem, da tudi moramo vedeti, da seveda nobena šminka ne bo tako obstojna, kot je obstojna barvica. S tem, da imamo spodaj neko plast, ki bo fiksirana, ki bo držala, ki bo tudi kljubovala vsem zunanjim vplivom v resnici. Tako da zdaj mi samo še zaupaj, kako ne izberemo pravilen odtenek svinčnika glede na šminko. Zdaj, jaz bom izhajala mičken iz sebe. Meni je najlepše, da si nanesem malo temnejši lip liner in potem v sredino ustnic, oziroma pač nanesem mičken svetlejšo barvo. In tako mislim, da dosežemo največji videz polnih ustnic in najbolj juicy efekt. No in seveda smo zdaj vsi Nino gledali v njena usta, zelo lepa usta, zelo lepo namazana. Zdaj povej mi, a se ti zdi, da je lahko gloss, ki si ga ti že uporabila pri tem dnevnem make-upu na Duni, je lahko tudi to podlaga za šminko? Ja, absolutno, sploh zato, ker ima tiste peptide in itak so ustnice pol že nahranjene in so ready za karkoli damo gor. Torej, zdaj pa je čas za piko na i večernemu make-upu in večerni izdaji vaših ustnic. To pa je Evelyn Cosmetics tekoče rdečilo za ustnice Winnie Love. Pred nama odtenek 04, piči. Seveda, naj ponovim, ogromno izbiro odtenkov imate, prilagodite ga svojemu slogu, svojim priljubljenim oblačilom. Kakšna pa je sicer razlika med klasično šminko in tekočim rdečilom, ki ga imava zdaj tukaj le pred sabo? Zdaj, tako klasične šminke so bolj mazljive, bolj kremaste, kar pomeni, da se hitreje nimajo obstojnosti takšne. Tako, da se hitreje lahko zabrišejo dol. Medtem ko tukaj, kot je tekoča šminka, prvo to, da je zelo obstojna. Jaz sem jo zadnjič imela, mislim, da 4 ure gor, jedla, pila, ni šla dol. Ni šla dol, odlično. Plus to, da ne zateguje, ker ima ta vinil finish. Se pravi, izgleda kot gloss, v bistvu je pa nerealno obstojna šminka. In to v mareli, sploh ta marelična barva, ker se mi zdi, da paše na čist vsak ten kože. Zdaj pa še vprašanje za $1 milijon. Kako nanašati rdečilo za ustnice, da bo videz naših ustnic juicy in čim bolj poln? Jaz se najrajše osredotočam na sredino ustnic. Sicer na Dunji, Dunja ima že itak toliko lepe ustnice, da sem potem dala mičken povsod, ampak že vidimo ta mareličen glow in koliko v bistvu avtomatsko tisti lip liner spodaj doda neke dimenzije. Malo se seveda platnale, puščate dober, ampak vidi se, da pač res doda ta šminka, ta juiciness, no.
Ok, zdaj, če te poprosim, ker ti imaš res toliko enih trikov, kaj bi rekla, a lahko mogoče uporabimo tole rdečilo za ustnice še v kakšnem drugem kontekstu? A ja, pa pretrest ga je treba, še to. Tako, prvo pretrest, pa nanesti. Že vadimo, kako bomo koktejle mešale, ne? Čakam. In ja, marsikaj od tega, kar smo danes povedali, a ne, boste lahko uporabili tudi kot vaš luk za nekakšno koktejl zabavo, ki šele prihaja. Torej, tukaj bi si pa rekla, da kot recimo še rdečilo, a ne? Ja, najraje uporabljamo v bistvu šminko še kot rdečilo, sploh zato, ker nimamo vsi doma šminke, ki bi pasala na vsako rdečilo, ki ga imamo. To je najboljši trik, pa še to itak je obstojen, pač to bo gor. Tako da ne gre z ustnic, ne gre z nič, to je to. Všeč mi je, zato ker smo danes res pokazali, da nam ni treba zapraviti celega bogatstva, da je velikokrat res dober nasvet in pa osnovno dober izdelek sicer, a ne? Dovolj dobra osnova, da lahko potem mi z določenimi triki in... Z njega vzamemo največ, kar lahko. Točno to. Ninči, hvala lepa, zdaj je pa čas, ne, trenutek resnice, ste pripravljeni, ker zdaj bomo pogledali, a ne, še enkrat ta naš dnevni in hkrati večerni make-up, prej in potem, kako smo mi to lepo, torej iz dnevnega make-upa vse lepo nadgradili, kako smo našo Dunjo danes najprej poslali na en piknik, potem pa zvečer še na koktejl zabavo. Točno to. To bo zdaj res lepo videti, evo. Tukaj se že vidi pač ta glow prve podlage in res zgleda tako zbujena. Lepa je. Točno to. Ampak tudi ustnice so res tako lih prav, da ni preveč heavy za čez dan. A ne? In tukaj seveda blush, usnice, podlage, konture, vse, kar smo naredili, ima svoje mesto. Kako je lužka. Ja, čist. Ampak tudi ti si, tako da hvala, Nina. Kako si nam danes polepšala oddajo. Hvala za vse nasvete, ideje, trike. Pomahamo. Tudi njo moramo enkrat povabiti v studio, da jo boste še njo spoznali, drage DM-ovke in dragi DM-ovci, ker kot vidimo, je bila tudi ena lepa energija prisotna na tem vajinem setu, tako da hvala, ker ste tako lepo po korakih predstavili današnje izdelke, pa predvsem pokazali, da lahko z malimi triki velikih mojstrov tudi mi sami postanemo domači mojstri ustvarjanja make-upa. Hvala tudi tebi, Ajda, s tabo je vedno tako lepo. Ja, tako, se kmalu vidimo. Nina, res, ful ti hvala. Pa tudi tebe v bistvu zdaj povabim, kar dobro posluši, k gledanju naslednje oddaje DM Live, torej prav posebna oddaja bo to. Zakaj? Ja, zato, ker se nam bo 5. maja v studiu pridružila naša legendarna najboljša smučarka slovenska, Tina Maze. Govorili bova o gibanju, govorili bova o prehrani in seveda o prihajajočem DM teku za ženske, tako da absolutno se gledamo v torek 5. maja, torej po prvomajskih praznikih. Do takrat pa lepo se imejte, čau, ne pozabite izkoristiti ugodnosti.